Draga družba, en lep pozdrav tukaj iz pilotske kabine Lunca Marlin 695. Evo, z vami spet Matic Zalaznik in dobrodošli na kanalu Lunca Films. Hvala, da spet spremljate. Danes je pa tista obljubljena varianta, ki smo rekli, gremo testirati tega našega Marlina, če bo kos našim, se pravi, pustolovščinam za naslednja leta naprej. V glavnem, evo, spelo sem tukaj, se pravi, iz Marine Punat, oziroma se še prebijam do glavnega dela Marine, oziroma do izhoda Marine, tako da nam delati zdaj to v bistvu še kaj povedati, ne? Se pravi, v prejšnjem videu sem letel sam na hitri overview tega Marlina. Iskreno nisem se še čisto vselil. Tudi tole dele je prva vožnja, niti ko sem ga kupoval, nisem bil na testni vožnji pa nič. V glavnem, zgodba je sledeča. Ozuni je približno enih 7 stopinj. Zima, nimaš kaj, ampak tukaj v tele kabini noter je pa prav toplo, tako da mi je v polovarju, tako da mi je praktično res vroče, ne? V glavnem, ne morem skriti tega veselja, navdušenja in tako naprej, ker spet sem na vodi, ful je mirno, praktično minimalen tok vetra, skoraj da nič. Mislim, da piha 2 čvora na ozuni, bolj odprtem, ampak to je to, nič ekstra, bom rekel, no. Skratka, res lepi pogoj za tole nedeljsko plovbo, bi lahko rekel se. In evo, vola, takole izgleda zdaj tale kokpit Garmina, sem si zdaj že v bistvu naštimal in Fishfinder in v bistvu vse te stvari. Tako da, majčkam pa lahko uspešimo, ne? Majčkam pa lahko uspešimo, ne, da se nam mašina toliko matra, klele, v štand gasu, ne? Tako da, klele se moramo prebijati počas ven iz Punata, ful je dolga marina, ampak le nimaš kaj. O glavna point tele zgodbe danes je, se pravi, da vidimo, kako zadeva, kako zglisira, pri katerih obratih, kakšna je približna poraba. Danes je fenomenalen dan za test, idealni pogoji se bi lahko rekli. Evo, družba, test je uradno začel in sicer zdaj sem na poziciji, ki lahko dam gas. Fino je, da si saj nekih 250 od obale lepo in to je to. Tudi zakoni so taki, ne, da ne govorim kar nekaj prazno. Evo, se pravi, da vidimo zdaj zadevo. Evo, temperatura vode je danes 12 stopinj Celzija. Se pravi, trenutno se pelem, čakaj, da vidimo, evo, 3500 obratov, 3500 obratov na minuto in to pomeni, da zdaj le majčkam, ki ga še lepo natrimam, evo, dobim hitrosti 21 vozlov. To pomeni, da trenutno, če meni tole dele prav kaže poraba, res da je more čist miren, nobenega vetra, pa porabe 0,7 na navtično miljo. Evo, takole izgleda pol v bistvu tale lepa potovalna brzina. To je vse tam nekje okrog 20-21 vozlov. Evo, da še pokažem. Evo, trenutna poraba 0,7 litra na pa 20 vozlov se pelamo. Če pogledamo zdaj še obrati so pa na vice dobro, tukaj le 3500 obratov na
minuto. Evo, meni se zdi v bistvu to čisto ena taka zmerna poraba. Se pravi, kar prideš okrog 1 litra na navtično miljo, je meni bomba. Evo, pričakovana poraba, zdajle je tista, ki jaz mislim, da jo bom jaz lahko dosegel, je tam okrog liter navtična milja, liter do liter pa pol je navtična milja, tako da nekaj tazga je pričakovano. Škoda se lahko lepo pele, ful je lahkotna zadeva, tale ženo ima tole ful dobro narejen, res ima hud servo, na rabiš se nič kaj naprej, zato je tudi obrat imaš res ful hiter, ful smooth laufa vse, tako da nimam kaj reči. Res da dele miren more, da se lahko pelemo pa večkrat hecamo, drugač pa to je to, res. Evo, to je zdaj v bistvu tale moja prva vožnja, testna vožnja bi se lahko rekel, novega Merlina, se pravi 695, brutala. Evo, družba, to je res zanimiva poraba, no, kar se tiče toliko velikega čovna, v bistvu 695 Marlin je to Ženo Mary Fisher 695 Marlin. In sicer v zadnji ga poganja Yamaha 150 konjska. To je pa, bom rekel, zelo, v takem morju se res mirno smut pele, nimaš kaj reči, v takem se vsak pele. Ampak, ko bo pa majčkeno spet razburkan, bomo pa takrat naredili en tak korak testa, za te dogodivščine že komaj čakam, Je pa res fino, da idejo sem imel, da bi kupil gumenjaka, ampak sem se pol res zadnji cajt premislil, ker sem dobil ful dober deal za tega Marlina, in mislim, da mi ni žal, tako da je tole kar, bom rekel, super nakup, če se takole mene vpraša. Zdaj bo pa treba iti tankat, ker Kestel je bil za mene 30 litrov je bil že noter, zdaj moram pa 200 natočiti. Tako da, to je pa bolečina v bistvu, takrat. Ga moraš pa noter sipati, je pa hodo, Ampak glej, konc koncev, za teh 200 litrov, kakor pa se pravi tale Marlin rezervarja, ocenjeno bi mogel narediti sigurno vsaj tam nekih 150 navtičnih milj, kar se pa meni zdi, da je to ekonomija tega porabe goriva, pa to ful vrhunska, V glavnem, zdaj imam en hud tak cruising, se pravi tak, da imaš normalen, umerjeno recimo tripanje na 0,7 navtične milje, 15 vozlov, pa na 3200 obratov se zdajle mašina vrti. To je pa v bistvu to. Tole me najbolj v bistvu zanimalo, koliko je res dejansko, kar se tiče porabe, Poraba je meni, glede na to, da sem res toliko navod, še vse en tak pomemben faktor, ker konc koncev, moraš še vse natočati, to kakolo maniš. Tako da, ja, glej, res sem se izbral tak miren dan, bom rekel, za tale test, ampak nimaš kaj. Recimo, da je bila to taka ta prava prva vožnja, prvi test, prvi občutki tega Ženoja, se pravi Marlina. In jaz mislim, da je zadeva, kar se tiče barka je krščena zdaj in tale lunca bo poganjala po Jadranskem morju, tako da... A ja, še to, odprt je v bistvu zdaj forum, privaten forum, koledar, kontaktiraj me na privat. Na tem koledarju se boš lahko vpisal in skupaj bomo naredili take trip dogodivščine, adventure scene, ribolov, divja kampiranja, v glavnem ni da ni. Joini se na tele zgodbe, ker za 2026 jih ne bo zmanjkala, to bo zdaj pač brutala.
zadeva se res full smooth pele, le tudi teli obrati, ki jih narediš takole. Fenomenalno, a ne? Tukaj noter v kabini sicer se sliši majčkeno takole hrup pa to, ampak ko se zapreš, je v bistvu v piko, no. Koliko lep dan za takole testirati tole zadevo, ne moram verjeti, lej. Če še majčkeno povem, se pravi, tale, se pravi, ročica za gas je mehanska. Tukaj imaš v bistvu dva števca od motorja. Eden je v bistvu za kaže ti brzino, kaže ti trenutno porabo oziroma porabljeno gorivo. Tukaj na tem desnemu števcu pa v bistvu vidiš tahomer. Kaže ti v bistvu obrate, kaže ti trim, kako imaš naštelan trim, tukaj ga štelaš trima, ne? In pa koliko imaš delovnih ur. Tako da vse to v bistvu imaš na levem in na desnem števcu. V sredini sem si jaz naštimal še lepo tukaj na Garminu, da imaš lepo vodno temperaturo, hitrost po GPS-u, približna poraba. V glavnem ni da mi pa imam tukaj tele bližnjice zdaj narejene, da imam ploter pa za loviti ribe, tako da tole bo še res zanimivo, že videl. V glavnem družba, hvala, ker ste bili spet na kanalu Lunca Films, ful cenam. Nahajpite video, lajkite video, naročite se na kanal, pomeni veliko. Tisti, ki pa pritisnete super teks, pa ki sponzorirate zadevo, ste pa z zlatim črkam zapisani. Hvala lepa, vsega.